Pozdravljeni! Danes v vaših vprašanjih zanimiva tema. Kako je mogoče, da je McLaren najbolj popularna ekipa v Formuli 1? Na spletni strani motorsport.com so, kot že tolikokrat poprej, objavili rezultate ankete med navdušenci Formule 1. Na presenečenje mnogih je najbolj popularna ekipa McLaren. In mnogi se sprašujete, kako je to možno, saj pri McLarenu niso dosegli naslova svetovnega prvaka že več kot desetletje in trajalo je ogromno časa, da so končno na veliki nagradi Italije letos dosegli zmago. Seveda v tem prispevku nočem blatiti naporov, ki so jih pokazali pri McLarenu, ampak da je skoraj tretjina navdušencev na njihovi strani, se tudi meni osebno zdi izjemno visoka številka. Kje je skrivnost uspeha ekipe iz Wokinga? Je to njihovo obvladovanje socialnih medijev? Je reklamiranje svoje preteklosti? Vsekakor ne moremo trditi, da so rezultati tisti glavni, ki so McLaren popeljali tako visoko na vrh s takim naskokom pred Mercedesom, Ferrarijem, Red Bullom ter vsemi ostali. A zanimivo je, da za malce razmisleka lahko dobimo kar nekaj zanimivih odgovorov, čeprav variante, ki jih bom predstavil tu sedaj, so nekako odraz mojega razmišljanja, ki pa lahko tudi ne sovpada s tistim, kar je resničnost. Danes, če smo pravzaprav iskreni, enačimo ekipo McLaren s tisto njihovo oranžno barvno shemo. Kolikor se malce zamislimo in se skušamo spomniti, kaj je prva zadeva, ki nam pride na pamet, ko zaslišimo ime McLaren, verjetno starejšim, kot sem na primer sam jaz, pride na misel tole. Tistim malce mlajšim pride pa na misel tole. Da bi danes komu prišla na misel tista oranžna barvna shema, je samo rezultat tega, da ta navdušenec je mlajši in ni še toliko časa vpleten v dogajanje sveta Formule 1. In pri tem ni nič napačnega. Mnogi izmed nas smo slišali zgodbe o zgodovinski pomembnosti oranžne barve pri McLarenu, tako zvane papaja oranžne. Čeprav sem o tem naredil poseben prispevek, kjer skušam se spustiti v vse skrivnosti te barvne sheme, so pri samem McLarenu to zgodbo pogostokrat malce zameglili. A to ni važno. Oranžna barva enkratno izstopa na barvnih ekranih televizije in ekipa z Wokinga je prepoznavna. Že od daleč v vsej tisti gneči vidimo, kateri bolid je McLaren in kateri seveda ni. A zagotovo lahko trdimo nekaj. Rezultati verjetno niso vzrok, da je McLaren na lestvici tako visoko. A sedaj se lahko začnemo spraševati, kaj pa je tisto glavno, da je McLaren kar naenkrat tako popularen. A treba je biti natančni, namreč tako majhno število privržencev lahko v taki raziskavi malce spremeni tisti glavni rezultat, a vseeno McLaren je popularen. In lahko bi zadevo razdelili na več različnih tematik. Prvič, njihove objave v socialnih medijih. Za razliko od mnogih drugih ekip se pri McLarenu dobesedno trudijo objavljati vsebine, ki so všečne in ki
niso neposredno vezane na Formulo 1. In vidimo jih naprimer vključene v programe, kjer skušajo nekako približati inženirstvo ženskemu spolu. Naprimer tudi na določenih velikih nagradah vidimo same voznike, ki se dobesedno našemijo, samo zato, da so njihove objave bolj pisane, bolj zanimive in večkrat deljene. A po svojem nič kaj takega. Podobne programe smo videli naprimer tudi pri Red Bullu, ampak Red Bull za čuda ni tako visoko. Čeprav so letos v boju za naslov svetovnega prvaka med vozniki in med konstruktorji in so verjetno, kar se tiče po rezultatih v zadnjih letih, bistveno pred McLarenom. Tudi Mercedes za čuda ni tako visoko. Te tri ekipe imajo nekaj skupnega. Namreč, fizično so vse tri bazirane v Veliki Britaniji. Čeprav dobro vemo, da McLaren ima britansko licenco, Red Bull avstrijsko, Mercedes pa nemško. In mogoče skrivnost uspeha McLarena je prav tu. Večina navdušencev Formule 1 je doma v Veliki Britaniji oziroma v angleškem govornem področju. In Britanci v zadnjem času so imeli dokaj malo alternativ za svojo domačo ekipo. Vidimo lahko, da naprimer Red Bull, kljub temu, da je v Milton Keynesu, nekako poudarja tisto svojo avstrijsko lastništvo. Podobna zgodba z Mercedesom. In težko bi pričakovali, da bo britanski navdušenec navijal za tisto ekipo. Seveda, naprimer tudi v Veliki Britaniji je mnogo navijačev Mercedesa, ampak sumim, da gre bolj za to, ker so navijači Lewisa Hamiltona. To je nekako povezano skupaj. Po drugi strani imamo Red Bull. Tu je zgodba tudi zanimiva, namreč mnogokrat smo videli ogromne množice navijačev Maxa Verstappena v oranžni barvi. V oranžni barvi Nizozemske, ki nima zveze z McLarenom. In Nizozemci logično navijajo za svojega domačega junaka. Ampak v vsej tisti množici je bilo bistveno manj barv Red Bulla. In Red Bull ima tudi generator, vsaj v letošnji sezoni, ki mu ga daje Honda. Mnogo navdušencev, navijačev, tudi lastnikov Hond podpira tisto strujo. Ampak vseeno, ukolikor pogledamo rezultate, Red Bull ne blesti glede na vložen napor v družbenih medijih in seveda podobnih akcijah. Treba je poudariti, da v McLarenu je tudi prisoten Lando Norris, ki ima kar nekaj sledilcev na družbenih omrežjih, je mlajši, je voznik prihodnosti in priteguje pozornost. Treba je poudariti, da McLaren je prisoten tudi v Združenih državah Amerike v seriji IndyCar. Če pride ameriški sledilec, nov navdušenec nad Formulo 1 in ga vprašajo, no ja, katera ti je tvoja najljubša ekipa, ter se mu postavi pred nos znanih 10 imen, bo verjetno obkrožil McLarena, kajti znana mu je iz serije IndyCar. A mnogi boste sedaj dejali, zakaj pa Ferrari ni tam zgoraj pri vrhu, kako da je Ferrari izgubil toliko popularnosti. Sam sem še zmeraj mnenja, da ukolikor bi šli naprimer v Italijo, bi bila slika čisto drugačna. Zanimivo je, da Ferrari je imel pred leti
bistveno več sledilcev v določenih anketah. Ampak Ferrari pred leti je imel tudi bistveno boljše rezultate. In mnogokrat se zgodi, da zmagovalec pritegne kar nekaj sledilcev, ki lahko potem po tem obdobju dobesedno izginejo ali pa zamenjajo barve. A pri McLarenu tega ne moremo trditi, kajti res, zgodovinsko pomembna ekipa pa še zdaleč ne dosega tistih rezultatov, kot so jih v 80., 90. in prvem desetletju novega tisočletja. In prav zato je ta rezultat zanimiv. Po mojem osebnem mnenju, mnogi, ki so obkrožili McLaren, so zato šli v to izbiro, ker enostavno so videli ekipo v vzponu in nekako niso želeli obkrožiti Mercedesa ali Red Bulla. Dobili so opcijo, ki nekako poteši njihove želje, čeprav rezultatsko ne. A kot zaključno misel ne morem mimo znane izjave Enza Ferrarija. Ta je nekoč dejal, da ukolikor otrok nariše avtomobil, bo ta zagotovo rdeč. Ampak rezultati ankete kažejo na to, da ukolikor otrok nariše bolid Formule 1, bo ta oranžen. Je to znak časov, ki se spreminjajo? Je to nek signal, da danes rezultati na progi niso več tako pomembni? Ne vem. Zanimivo dejstvo je, da McLaren kljub pomanjkanju naslovov in zmag je bistveno pred ekipami, ki so v zadnjem desetletju dobesedno kraljevale. A šele prihodnost, nova meritev, bo pokazala, koliko pravih navdušencev je ostalo od teh 30%, kar je izjemno visoka številka. A za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.